Na Srednji šoli Slovenska Bistrica so v petek predstavili edinstven projekt, ki so ga poimenovali Uranija. V prvem delu projekta so že postavili astronomsko opazovalnico. Več o celotnem projektu je povedal magister Marjan Kampoš, ravnatelj Srednje šole Slovenska Bistrica. Projekt Uranija je v bistvu edinstven projekt v slovenskem šolskem prostoru, ki smo si ga nekako zamislili z treh vidikov. Eno je popolnoma astronomski, drugo je učni, tretje pa splošni. Astronomski že sama beseda pove, da se bomo ukvarjali z astronomijo, opazovanjem vesolja in zvezd. Učni, da bomo dijakom omogočili pouk izven učilnic na nek drugačen način, predvsem pa to izkustveno učenje. In pa splošni ponuditi lokalnemu okolju, tudi širšemu okolju, možnost druženja, kina pod zvezdami, noči branja, pogovorov z znanimi osebnostmi, za podjetja, kakšne team buildinge, v povezavi seveda z ostalima dvema področjema. Tako da projekt, za katerega menimo, da je res nekaj posebnega in ki bo dal dodano vrednost in šolo postavil na nek sodobno smer poučevanja in v skladu z najnovejšimi trendi pedagoške stroke. Ta prostor bo urejen, da bo na eni strani omogočal astronomsko opazovanje, kot opazovalnica kot osrednji prostor. Nato bo pohorska geološka pot, kjer bomo predstavili kamnine Pohorja, za katere vemo, da so nekaj posebno v slovenskem prostoru, na kar moramo biti ponosni in če izhajamo z tega okolja, še toliko bolj to poudarjati. Za naravoslovni del bodo visoke grede postavljene. Za en del še pa sicer razmišljamo, ampak vedno bolj se nagibamo k temu, da bi dali priložnost in možnost razvijanja umetnosti na enem delu. Finančna sredstva smo zagotovili v okviru dveh projektov, v katerih smo sodelovali skupaj s podjetjem Kadring. Se pravi iz evropskih projektov, predvsem sta to dva projekta bila vezana na digitalizacijo. Prejeli smo tudi donacijo občine, vse skupaj pa ocenjujemo v tej prvih dveh fazah izgradnje cenovno okrog 250.000 evrov. Sedaj po predstavitvi projekta, ker nismo ga želeli predstavljati prej, dokler nimamo kaj za pokazati, pa da potem izpademo tudi kot res neki partner, ker vemo, kar želimo. Potrebno je bilo postaviti spletno stran, posneti video posnetke in da lahko v bistvu to svojo namero tudi dejansko pokažemo, ne samo da ostane pri ideji. Bomo se obrnili tudi z dopisi na podjetja, lokalno okolje, tudi za posameznike. Nekako smo namenili te stopnice, ki bodo vodile do Uranje, da bo imel vsak možnost zakupiti v zahvalo oziroma v spomin na to, pa bo za vse večne čase potem na steno ime donatorja vklesano oziroma na eno tablici pa prilepljeno oziroma privijačeno na steno, tako da se bo lahko vsak s ponosom še dalje svojim generacijam, naslednikom povedal, da je on sodeloval pri tem projektu. Astronomsko opazovalnico, ki je postavljena na strehi šolskega zaklonišča, je predstavil magister Marko Žigart, profesor fizike, mentor astronomskega krožka in strokovni vodja projekta Uranija. Astronomski krožek pa imamo na šoli, torej že ves čas. Astronomski krožek je v začetku bil namenjen res čisto temu ljubiteljskemu pristopu, potem kasneje v zadnjih mogoče 10 letih smo pa načrtno delali tudi na področju kvalitete, tako da so naši dijaki dosegali tudi zelo dobre rezultate na mednarodnih področjih, od sodelovanja na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike do sodelovanja na področju raziskovalne dejavnosti, na primer v Dallasu smo bili z dvema dijakoma, tako da je poleg tega ljubiteljskega še tale mogoče malo bolj temeljit pristop. Torej, naš teleskop spada v skupino, bomo rekli, kar malo večjih teleskopov, gre za 40-centimetrski zrcalni teleskop, posebne postavitve. Lahko opazujemo na več načinov in sicer lahko opazujemo vizualno, to pomeni, da pogledaš skozi okular. Imamo dve posebni kameri, ki jih bomo sedaj namestili tudi na sam teleskop. Z eno kamero gledamo taka zelo podrobna področja v vesolju pri zelo velikih povečavah. Druga kamera je pa bolj namenjena širšemu pogledu pa meritvam, ki jih želimo izvajati, kajti pri opazovanju tudi spremljamo kakšne pojave astronomske. In pa tisto, kar je zelo zanimivo, lahko se izvaja tudi astrofotografija, kar je pa že umetniški pristop k astronomiji.
namenjeno bo pravzaprav vsem zainteresiranim, prvenstveno res mogoče dijakom, ampak naša želja je, da, kot sem že prej omenil, da bi ta observatorij ali pa ta uranja postala tudi neko središče druženja za osnovnošolce, ki si želijo spoznati astronomijo malo bolj podrobno. Bomo izvajali tudi delavnice, tako da se bodo lahko izobraževali za lokalno skupnost. Prirejali bomo dogodke, kjer bomo ovekovečili mogoče kakšen astronomski poseben pojav. In pa cilj je, da bi imeli potem tudi redna srečanja v obliki predavanj. Zdaj na šoli imamo že nekaj kar nekdanjih dijakov, ki se ukvarjajo s tem strokovno, tako da bomo tudi njih vključili v to popularizacijo znanosti.